con la canonizzazione di Francesco e Giacinta ho voluto proporre a tutta la Chiesa il loro esempio di adesione a Cristo. S kanonizacijo Frančiška in Jacinte sem hotel predlagati vsej cerkvi njun zgled pripadnosti Kristusu in evangeljskemu pričevanju. Vsej cerkvi hočem predlagati, da ima skrb za otroke. Njuna svetost ni posledica prikazovanj, temveč zaradi zvestobe in gorečnosti, s katerima sta odgovorila na prejeti privilegij, da sta lahko videla Devico Marijo. Po srečanju z lepo gospo, tako sta jo imenovala, sta pogosto molila rožni venec, delala pokoro, darovala žrtvice, da bi izprosila konec vojne ter za duše, ki so najbolj potrebne Božjega usmiljanja. Je papež Frančišek dejal med nagovorom pred opoldansko molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, na 5. velikonočno nedeljo z okna apostolske palače na trgu svetega Petra. Nadaljeval je, da tudi danes tako zelo potrebujemo molitev in pokoro, da bi izprosili milost spreobrnjenja, da bi izprosili konec tolikim vojnam po svetu, ki se vedno bolj širijo, kakor tudi konec nesmiselnim spopadom, velikim in majhnim, družinskim, ki maličijo obličje človeštva. Pustimo se voditi svetlobi, ki prihaja iz Fatime, naj bo Marino brezmadežno srce vedno naše zatočišče, naša tolažba ter pot, ki nas vodi k Kristusu, je papež Frančišek dejal pred opoldansko molitvijo v odzivu na potovanje v Fatimo. V Fatimi sem se potopil v molitev svetega vernega ljudstva, v molitev, ki nam teče kot reka že 100 let, da bi izprosila materinsko Marijino zaščito za ves svet. Gospodu se zahvaljujem, da mi je dopustil napotiti se k nogam Device Matere kot romar upanja in miru, je bilo še slišati iz ust papeža Frančiška.